The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Dobrodošli nazaj v še enem kolesarskem čveku. Danes mi ga je ratal prepričati, oziroma sem mu sam rekel, pa je bil kar hiter za. Spet moji oči pa šla še čez mogoče kakšna so pričakovanja v zadnjem tednu Vuelte, kaj se je do zdaj dogajalo, kjere so une etape, ki so še zanimive, pa če še on kaj opazil, bo povedal. Tako da to je to, kar bomo šli danes čez. Ne pozabite stisniti tunga srčka, pa shareati, ful pomen za kanal, pa 75% se vas še ni naročil na kanal, tako da se, ja, prosim, naročite. Dobrodošli nazaj, kako ti je to všeč? Pozdravljeni. Ja, ni ravno prave barve za ta čas, ampak drugače pa udoben. Zdajle prve 2 tedna, mogoče najprej čez to, si kaj opazil, kar v primerjavi z ostalimi drugimi večjimi temi turi letos oziroma dirkam, da se kle na Španiji dogaja, kaj se tam ni, oziroma kaj te mogoče najbolj tako ven seka? Pa sigurno to, da praktično na dirki kategorije šprinterji ni. Pravih šprinterjev v bistvu ni. Van Aert, Gross, to je pa tudi vse, ki imata v bistvu v vsakem šprintu 2 predstave več od ostalih. In ja, dirka po tej strani mislim, da je za določen krog ljubiteljev kolesarstva manj zanimiva. Po drugi strani pa tudi to, da je konfiguracija res zelo težka in da je bilo prvih 9 dni za povrh vsega še zelo vročih. In je v tem drugem tednu prišlo do tega, da se dirka odvija kot se je, se pravi 2 dirke v eni, in da so bili ubežniki velikokrat v prednosti blizu 10 in več minut. Jaz bolj gledam tudi, kaj je novega, kaj imajo kolesarji. Tako se mi zdi, da na Giru se že kakšne te novosti vidijo, zdaj so nova kolesa, obroči, čelade, očala. Na Touru sploh tisti, ki imajo kaj za predstavijo. Kle na Vuelti se mi zdi pa, da ni nič, tako da je bilo kakšna zanimivost, jaz nisem še opazil, si ti mogoče? Ne, ni, nič tazga ni. Vse, kar se je zgodilo, se je definitivno že prej. Samih tehničnih novosti ni nič posebnega. Na Vuelti je več dogajanja v bistvu potem na tem, se pravi, podpisovanju novih pogodb z kolesarji, z nekimi športnimi direktorji in tako naprej. Tam se v ozadju veliko dogaja, medtem ko v tem tehničnem smislu pa ne. Pa si za koga zdajle slišal, da je že podpisal kakšno pogodbo za naprej? Kakšnega posebenega, ki je za tega, ki je glih včeraj zmagal, ne? Castrillo se govori, da bo z INE8, ne? Ja, to se je že prej tudi govorilo, ker njemu je v bistvu pogodba poteče, ne? In tudi zanimivo, ni imel podaljšane, ne? Ampak jasno, potem, kar je zdajle naredil, je pa logično, da bo prišel v neko veliko ekipo, in INE8 je bil že v bistvu pred njegovo prvo zmago na Vuelti tisti glavni kandidat. No, in mislim, da bo tudi to se zgodilo. Ok, a še za kakšnega drugega? Vem, da O'Connor gre tudi trgam, ne? Pa to so, jaz zdaj točno ne vem čisto vse, ampak veliko je zdaj teh menjav, ne? Alaphilippe je zamenjal, potem... Ja, on gre tudi. Ja, precej pestro je zdaj na tej kolesarski tržnici. No. Dobro, greva pol na mogoče včerajšnja etapa, kar dobro povzame neke moči, kako so razporejene, kje so vsi. Se mi zdi, da vsaj tako kaže, da takrat, ko ima Roglič slab dan, je še vedno super dober. Oziroma vsaj tako mogoče na videz, ker včeraj je dal intervju, je nekaj zanimivega povedal, ki mislim, da vsi, ki gledamo, smo mogoče tudi malo opazili, da na res super dober dan
je lahko držal nek ta svoj ritem, mislim, to, kar so pospešili pol še do konca, ne? Medtem, ko vse ostale dni je bil so v bistvu že njegovi v klubu že toliko šprint naredili, da je tudi že on skoraj da ne mal trpel in je bil zmožen tam kakšne 500 metrov, kilometr držati, pa je pa tudi njega je mal padel, ne, z ritmom. In včeraj, vsaj kukar jaz sem, mislim, če se prav spomnim, je to prav rekel, da je šel, da ni dober z glavo skozi tit, ne. Ja, včerajšnja etapa je bila res malo problematična. Jaz jo vidim malo drugače. Jaz mislim, da je bil Primož včeraj super dober, ampak zaradi te njihove taktične neumnosti, ki so jo naredili, ko so menjali kolo, je zgubil ogromno energije, ob tem, da so bili vsi podvrženi enemu velikemu stresu, vsi kolesarji, ker da ti menjaš kolo v tako delikatnem času, trenutku na dirki, ko je pred tabo najtežji klanc cele dirke po Španiji, zelo strm, zelo težek. Ob tem še, da vidiš, da je že grupa se v bistvu že do tam, kjer so oni menjavali, se kar dobro razrečila. In so vozili skoraj da vsi že kar v koloni enem po eden, se pravi v spredju so kolesarji Movistarja pa T-Rexa diktirali že zelo močen tempo in ti moraš v tistem trenutku zamenjati kolo. To je nenormalno, kar so naredili. No. V takem primeru mislim, da je bilo to čista neumnost. Predvsem zaradi tega, ker potem je bilo treba, v bistvu so zaostali praktično blizu ene minute in je bilo treba nadoknaditi to minuto. Ob tem so še se šli to neumnost, da so se vozili za svojim avtom, kar je bilo jasno. Samo upili potem, da dobijo neko kazen in za moje pojme so dobili zelo blago kazen. Ne. Potem, ko so pa prišli do skupine, so pa mogli sami nadoknaditi še tistih, po moje, vsaj 200-250 metrov razdalje do glavnine, do prvih, ki so bili na čelu skupine. In v trenutku, ko so oni zraven prišli, se je v bistvu klanc že začel in Primož ni imel možnost sploh predahniti. Ob tem je pa še to zanimivo, kar pa verjetno velikim ljudem niti niso opazili. Primož, ko je zamenjal kolo, je jasno zaradi tega, da bi imel lažje prenose. Ti prenosi do neke mere, mogoče to drži, ampak problem je imel potem v tem, da je imel sprednjo verižnico, mislim, da 44 zob in je imel prelahek prenos, da bi on lahko normalno, z normalnimi obrati prišel nazaj tam, kjer je bil. In on je bil praktično ves del, ta del, ko so lovili, za avtom to še nekaj gre, ker zavrtiš parkrat, pa te potem avto malo vleče, pa spet zavrtiš. Ko so pa lovili potem čelo skupine, ko so že bili v skupini praktično, so mogli še naprej priti, je pa on vozil skoraj skozi 120 obratov, zato da so prišli do tja. Zdaj pa 120 obratov pa ni tako enostaven držati, ko si ti že ta 14. dan na dirki, trpiš iz dneva v dan, ko si tik pred zadnjim vzponom, ki je ekstremno težek, ti si pa skozi na maksimumu. In zamenjati potem tudi te obrate spet nazaj v tisto normalno, za Primoža nekje okrog 100 obratov, ja, sliši se enostaven, ampak daleč od tega. In Primož v bistvu je to vse naredil, povrh, da je še prišel s kolesarjem, ki zdaj je verjetno v svoji življenjski formi z masom. In jaz sem siguren, trdno sem prepričan, da Primož bi, če bi ustal, da ne bi menjal kolesa, da bi tiste kilometre prepeljal lepo v miru na mesto, kjer je bil, bil vsaj tako hiter, kot je bil v 13. Etapi. In bi mogel imeti vsaj minuto boljši čas od tega, ki je imel, in bi po vsej verjetnosti bil tudi v rdeči majici že.
Tako je šlo pa vse narobe in kdo si je to prvo šel, to taktično zgodbo, ne vem. Tudi, ker zanimivo je tudi to, ne, prenos, najlažji prenos, ki ga je on potem uporabljal, se pravi, mislim, da je imel 44, se pravi, ena prenos. Ta prenos ti z normalnimi prenosi lahko dosežeš. Se pravi, normalno vozijo nekje 36, 52 ali celo 34, 50. Ja. Zadnji verižniki obstajajo tako 34 kot 36. Se pravi, lahko bi imel 36 odzad, pa odspred 36. Ja, pa še oni, ki imajo pri sramu. Čisto normalno vozil, ne. Ja, oni, ki imajo zdaj ta nov od srama prenos, v bistvu se mi zdi, da bi še lažje prišel do tega razmerja. Ja, in mene malo spominja to na zgodbo z lanskega Gira na Višarje, ko so se tudi šli neko noro idejo, da je pač tam gor s tem, s to eno verižnico spredi to bolj sigurno, bolj lažji in ne vem kaj, ampak vsa ta kolesa so, kar se teže tiče, so itak na limitu. Se pravi, tukaj ni bilo nobene prednosti, kar se tiče same teže. Kar se prenosov tiče, prej bi rekel, da je bilo, da bi lahko z normalnim kolesom imel več prednosti, kot pa s tem z eno verižnico in ne vem, res ne vem, kako je prišlo do te odločitve. Še najbolj se mi zdi smiselna ta, da so pač pri sramu se odločili, da na tak način propagirajo to skupino, ki jo oni že dolgo časa proizvajajo in poskušajo nekako prepričati ljudi, da je to smiselno tudi imeti na kolesu na specialki, ampak to zaenkrat ne pije vode in tudi pri Primožu se je izkazalo, da to ne gre in jaz močno upam, da v prihodnje se bo res izogibal takim akcijam, kot so jo uprizorili včeraj in lahko je samo srečen, samo upam, da se ne bo kakšna ekipa pritožila na to kazen, ker če se bo, mislim, da ni daleč od tega, da mu dodajo še kar nekaj sekund lahko zraven zaradi take vožnje, ki je v prizoru, ker če računamo samo to, da je res razlika bila mogoče v nekih izračunih, teoretičnih 20 sekund, da je pridobil s tem, kaj je za avtom vozil, je pa druga stvar je pa ta, da je za kolesarstvo, za imidž kolesarstva bilo to katastrofa. Ker da bi, če se to zgodi, recimo naslednji tur, drugo leto, pa da 5 kolesarjev to naredi. Prvih 5 v generalnem se odločijo, ja, mi bi menjavali kolesa. Pa to je kaos totalen in tudi mislim, da ni bilo za samo sliko kolesarstva ali pa kolesarjev, ni bilo lepo videti včeraj, kako 3 odbore vozijo za svojim avtom skoraj celo minuto, 70 na uro ali pa ne vem, 60. To je... Ja, drugače, če imaš ti neko tehnično napako, pa da zaradi tega menjaš, ne, to se mi zdi, da komisarji še nekako dopustijo. Ja, do neke mere, takrat, ko je pa v bistvu tako, da še kao ne bi predubu, ne, to ti pa ne bojo upoštevali, da... Ja, sigurno, to je taktična odločitev ekipe in si ne morajo prvošati potem, da bi kar druge ekipe mirno gledali, kako se njihovi kolesarji vračajo nazaj s pomočjo svojega avta, ne. Ja, meni jasno, zakaj ustrajajo s to one by kaj imajo. Ja, to so, jaz bom tako rekel, strani Američanov v kolesarstvu, kar so hoteli oni novosti upeljati, ni bilo, ne vem, če je bila kakšna stvar, da je bila smiselna, pametna, ampak so pa izredno dobri, kar se tiče marketinga in nekako speljajo, da tok in tok ljudi to poskuša, kup predvsem in pač iz tega se oni hranijo in nažalost je tukaj Primož res potegnil kratko. Ja. Noč, a imaš od etap, ki so bile do zdaj, si kaj posebenega opazil, mogoče od drugih kolesarjev, kdo se ti zdi najmočnejši zdaj, ko prihajamo v ta zadnji teden tura, koga vidiš kot mogoče glavnega kandidata še poleg Primoža za stopničke?
Zdaj, od vseh, kar sem jih jaz opazil, dober, in Mas in Landa imata seveda izredno velik interes, domača dirka in ona dva bo ta borbala na vsak način do konca, da bi prišla oba dva na recimo stopničke na koncu. Ampak zanimiv mi je pa v bistvu okus, ker se mu vidi, da počasi prihaja na nek nivo, ki ga je imel in včeraj je bil že zelo, zelo blizu. Ne. Tako da se zna zgoditi, da bo okus recimo proti koncu te Vuelte že tudi eden tistih, ki bo mogoče vsaj poskušal kakšno etapo dobiti ali pa bo celo se malo z njegovimi akcijami lahko zgodili kakšne odločitve na sami dirki. Ne. Kus mi je tako nekako najbolj zanimiv med temi, ki nekaj pomenijo za generalno razvrstitev. Drugače pa vidi se, da Van Aert trenira, njemu je jasno to odličen trening za svetovno prvenstvo. Med drugimi ostalimi pa ne vem, jasno, O'Connor je, mislim, da dal od sebe že v bistvu več, kot bi v vsakem primeru ne bi toliko dal od sebe, če ne bi bil v rdeči majici, ampak ja, to, kar je do zdaj naredil, je bilo res vrhunsko. No. Tudi cela ekipa, mislim, da so mu zelo lepo pomagali in da so zelo dobro odvozili, če hočejo z njim jasno do konca loviti najboljši možen rezultat. In to je to. Kaj pa mogoče te pa kdo tako, ne vem, kaj meni razočaranje največ je UAE, kaj praktičen Sivakov se sicer zdaj neki matra, Jejce je dubo etapo, res je, da je šel Almeida že ven, ampak kar ni Pogačarja, kar nimajo, ko bi rekel, teh ta glavnih, ker ne vem, se mogoče to isto lahko rečeva še za Jumbo, ne? Ker zdaj tudi ajde se je Van Aert, ampak Van Aert je šel na Vuelto bolj zaradi tega, ker se je poškodoval na začetku sezone, drugače najverjetneje niti ne bi šel, ne? Ja bi, mislim, odvisen, jasno, če bi vozil tako Giro, pa eventualno še pol štartu na Turu, potem ga na Vuelto sigurno ne bi bilo, ampak Vuelta je nek odskočna deska za dobro pripravo za svetovno prvenstvo in iz tega vidika bi pričakoval, da je tudi na Vuelti. Zdaj, kaj reči tu AE? Ja, ni enostavno ob takem liderju, kot je Tadej, prideti na dirko in voziti na nek rezultat s kolesarji, ki so bili v bistvu na prejšnjih dirkah nekako podrejeni v nekem drugem položaju in vsi so že kar nekaj odirkali od teh fantov, ne? In iz tega vidika ni enostaven to v glavi kar spremeniti, pa reči, zdaj bomo pa to drugače zapeljali, ne. Jaz ne mislim, da so glih kakšno veliko razočaranje, jasno, slika tako, če bi kar malo na počez pogledal, bi rekel, ja, seveda, ne, saj imajo same vrhunske kolesarje. Ja, samo niso to vrhunski kolesarji zmagovalci. Mogoče Jejc do neke mere še, ne, vsi ostali so pa več ali manj vse skozi bili vrhunski pomočniki. Noben od teh ni bil recimo zmagovalec tako, da bi rekel, da je prišel na dirko, pa se je vedel, da on pa lahko zmaga tudi enotedenske dirke, ne, niti enodnevne, ne. In ni zdaj je težko reči, da bi en Sivakov pa lahko kar šel na rezultat. Mi je bilo pa zanimivo, ja, včerajšnjo etapo so nekako vzeli, kar bi rekel, gremo z glavo skozi no. To je pa bilo neka samomorilska zadeva. Dokler imamo kaj atomov energije, gremo, pa ni važno, kdo se vozi za mano, kako se vozi, me sploh ne zanima. Samo glava dol in gremo. To je bilo mečkan tako. Ja, so šli izgledam po taktiki tega njihovega, kva je, kaj še takrat, kaj je čist gotov, sam da prključ pa skoč, zdaj sem pa brink pozabil, kaj je ta Španc, kaj se maje 300 na uro gor na kolesu.
Ojoj, prvo je jel. Sej zdaj parkrat je bil že v top 5, mislim, da. A ja, tudi na Veltikle? Ja. Ja, se mislim, da je tudi včeraj bil, ja. Ja, ko je prišel iz... Ja, no, zdaj so ga vlada pozabila. Tako je. Nič, greva pol na tole, kaj je zdaj pol, a je 16. zdaj naslednja? 16. Ja. Ja. 16. etapa ima zadnji vzpon, tako meni osebno se mi zdi, da je kar skoraj da ne pisan tudi Primožu, kar dosti na kožo, ker je dosti strm, ni ekstremno dolg, je še vedno ima 12 km. Pa tako, ta je tak lep, ampak strm, saj tako po profilu trase. Kaj ti misliš? Misliš, da jutri že lahko stre, da bo oblekel rdečo? Ja, vprašanje je, kakšno taktiko, zakaj se bojo res odločili, ker lahko se tudi odločijo, da spet, če bojo seveda noge dale, ne, nekaj sekund sam pridobi, pa počakajo še pol tiste zadnji vikend odločilni. Lahko se zgodi, da jasno, tako kot Primoža lahko odreže tudi O'Connorja enkrat in bo zgodba čisto drugačna. Vprašanje, kako se bo tudi ta etapa sama odvijala, ker je jutri ni samo zadnji klanc, tudi dva klanca, ki sta prej, sta podobno strma, zelo strma in tudi dolžine tam 9-7 km, ampak nakloni pa veliko odsekov čez 15 odstotnih, ne, in ne bo tako enostaven, kot zgleda. Predvsem je pa to etapa po dnevu premora, ko je že tako zmer problematična etapa. Zadnji klanc je izredno težek. Klegor je Primož že enkrat Vuelto dobil, takrat je masa, mislim, da sam na tem klancu strl za več kot minuto. Ja, če bojo noge prave, če se bo dirka nekako odvila v nekem normalnem smislu, potem je seveda vse mogoče. Ne? Pa 17. etapo, po vsej verjetnosti šprinterska, je sicer, mislim, da 1 ali 2 vzpona sta bolj v prvi četrtini, prvi tretjini trase. Vidiš ti, kako drugače bi se una zaključila? Glede na to, da je zadnji šprinterski dan. Mislim, skoraj bolj verjeten, tudi, mislim, lahko gre bek, ne. Tukaj je zdaj vprašanje, mislim, jaz bolj iz tega vidika, če v njih par šprinterjev, kaj je, bojo hotel. Ja, sej, te bojo vsi več ali manj, Van Aert bo skoraj siguren hotel bek narediti, ker ve, da v direktnem dvoboju z Grossom gre zelo, zelo na knap, ne, ali pa zgubi. Tako da njemu bolj odgovarja, če pride v neko ubežno skupino in potem nekako malo lažje štarta na zmago. Ampak etapa ni tako simpel, kot zgleda, no. To je kljub vsemu hribovita etapa in pa tukaj moramo še vedeti, da je možnost vetra vedno prisotna, ne. V Španiji včasih je tudi kakšna etapa zelo vetrovna in takrat je pa totalen kaos ponavadi na cesti. Je zelo odprta in pol... Ja, pa v zgornjem delu Španije, tam, kjer je pač so vetrovi močni lahko, no. Pa imava, se pravi, 18. etapo, ta je tudi taka gor, jaz pravim, kad Dolenjska, samo da ima še kakšen malo bolj malo klanca vmes. Ravnine nič, vse gor dol. Tukaj bi bolj rekel, da bo, mislim, saj jaz tako po profilu bi rekel, da bo skoraj ziher ubežna, da v generalni, glede na to, kaj jih čaka, pol v petek, soboto in pol še v nedelo, zelo težko verjamem, da bi se kaj spremenili. Vse mislim, da vse etape zdaj bojo šle dosti podobno, ne. Bek in velika skupina. Težko verjamem, da je kakšna ekipa zdajle sposobna, mislim, da jo ni, no, da bi prevzela vajeti v svoje roke, pa bi diktirali od štarta do cilja etapo, kakor si bojo pač zamislili.
In zaradi tega pač prihaja do tega, ne, da gre beg skupina tudi 20 in več kolesarjev in jasno potem je ta kontrola še toliko težja. Vedno se pa potem med ubežniki najdejo kolesarji, ki so relativno dobri in imajo nek svoj dan takrat in vidijo priložnost in velik motiv in jim nekako uspe priti tudi do etapnih uspehov in zmag. Tako da tudi v teh najtežjih etapah bo scenarij podoben. 2 dirki v enem, to bo v tretjem delu verjetno še dosti bolj vidno, ker zdaj se bodo kolesarji za generalni plasma vedno bolj pazili en drugega. Prvi bo pazil drugega, drugi mora paziti tretjega, četrtega in tako naprej in vse se bo odvijalo v tistih zadnjih kilometrih, zadnjih vzponov, kjer je pač gre na vse ali nič. Ne. To v bistvu tudi za dosti ekip tudi kar dosti pove, zaradi tega, ker rabijo vsi UCI točke. Ne? In je pol jim ta prvih 10 mest je zelo pomembnih. Ja, seveda, ne. Sej to se skozi celo sezono se lovi, bolj pa, ko gre sezona proti koncu, bolj je to pomemben in borba je še toliko večja in kolesarji rinejo v beg, tudi večino tistih, ki jih drugače na drugih dirkah ne vidiš v begu, so zdaj kar naprej v ospredju in hočejo iti v beg. Ne. Ja. Ok, grejo pol na tole. Sobotna je, ne vem, lahko rečeva, da je kar kraljevska te Vuelte. Tukaj, ne vem, a vidiš kakšen tak, kako bi rekel, na vse ali nič štart od kakšnega teh, ki se borijo za za stopničke, rečemo, ali misliš, da si mben ne bo rečemo upu toliko tvegati, ker ne vem, jaz se najbolj spomnim tega napada Fruma, ki je 100 km pred ciljem, takrat mislim, da do Mulana ali koga napadel, pa mu pol je, ne vem, se mi zdi, da je vsem dal ne vem koliko minut, pa je na koncu celo zmagal Giro. Ja, samo dirkanje na Giro pa dirkanje na Vuelti, to je čist drug svet, ne. Giro je v drugem terminu, na začetku sezone, kolesarji so tudi z glavom malo drugače pri stvari. Zdajle na koncu je utrujenost velika in tudi kolesarji v tretjem tednu dirke po Španiji kakšnih gromozanskih premikov ni za pričakovati, ne, ali pa nekih takih akcij. No. Bi težko rekel, da je kdo to sposoben narediti. Bo pa sigurno velik boj, če O'Connor ostane recimo drugi, tretji, tam nekje, ne, ker njega imajo ostali, ki so še tam blizu, se pravi tako Mas, Landa, pa verjetno še kakšen potem, ki je odzad, Rodriguez recimo, nekako na piki. Vejo, da ni v teh strmih, težkih klancih bil nikoli tako dober, kot so recimo sami bili. In bojo poskušali na vse načine ga spodnesti. Tukaj, če bi recimo že včeraj prišlo do tega, da bi Primož rdečo majico prevzel, da je O'Connor ne bi imel več, bi se znalo zgoditi, da bi on kar hitro zdrsnil tam še za kakšno mest nižine. Ker jasno, majica vodilnega ti zmer da nekaj dodatne energije. Ko jo enkrat nimaš več, takrat pa v bistvu bumerang preleti še toliko bolj nazaj, ne, in se zna zgoditi, da bo potem se kaj velikega zgodilo. Če pa ne bo, če bo pa do petka to zdržal, potem bo pa, ja, Španci sigurno bojo poskušali tudi s kakšno tako, bi rekel, malo vožnjo na vse ali nič pridobiti še kakšen mest. Pa nedeljski kronometer, si pogledal traso, misliš, da je kdo sploh lahko, rečemo Primožu od teh favoritov za skupno zmago, mu sploh lahko kaj konkurira, ne vem, na začetku, ko so se pogovarjala, so rekla, da Almeida je mogoče edini, ki na kronometru vsaj približen se v redu pele, vsi ostali so taki, da Primož bi
ne vem, relativno bi, ne simpel, ampak minuto bi mogel dati skoraj da na vsem tem. Ne. Res je, da je to na koncu, ampak se izmatra niso tako vsi. Ne. Ja, to je res in v teoriji ima on v kronometru sigurno še etapo, kjer lahko pričakuje, da bo najboljši med temi. Vprašanje pa je, kakšno razliko bi pa lahko naredil, ne? Ker tukaj pa res utrujenost igra neko svojo vlogo in bo pomembno tudi, na kateri poziciji bo štartov. Zato sem jaz siguren, da bo poskušal narediti vse, da štarta kot zadnji na ta kronometer, se pravi že v majici vodilnega, ker na ta način bo imel kontrolo nad vsemi in je najlažje potem to odpeljati, ker kronometer pa ni ekstremno težek in je seveda podatki, ki jih dobi, koliko je zaostanka ali pa koliko je v prednosti pred kom, so taki, da lahko potem tekmovalec na taki trasi tudi do neke mere še odreagira in ne vem, jaz sem drugače optimističen že za pač ta naslednji teden in mislim, da ta minuta, ki jo ima zaostanka zdaj, ne bi smela biti problem, če bo z njim vse v redu, tako kot je kazalo zdaj v drugem tednu. Mislim, da lahko računamo na to, da bi že petek, sobota bil v rdeči majici vodilnega. Bomba. Imaš še kaj za dodati? Nič, samo upam, da se ne bojo še kakšne, bi rekel, v Red Bullu lotili kakšne nepreizkušene taktike, ki bojo nekaj eksperimentirali in se bo na koncu slabo išlo. Tako da, če ne bojo kakšnih res velikih neumnosti več počeli, mislim, da bo, če bo Primoža poslušali, se mi zdi, da imajo veliko šanso, da to dirko potem tudi dobijo. Dobro, hvala, ki si vzel cajt, ki si prišel. Vam hvala, ki ste poslušali. Če imate kakšen komentar, zapišite spodaj. To je to, hvala, ki ste poslušali. Čau. Adijo.